gospe, spoštovani gospodje. Dobro večer in dobrodošli na otvoritvi razstav #, Lojtra 870 in Lojtra novoletna. Svoja dela nocoj na ogled ponosno postavljajo člani in članice Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice in verjamem, da že nestrpno pričakujete, da se boste vsakim delom znašli iz oči v platno ali iz oči v povino in opazovali, kakšna občutja zbuja v vas. Razstava Lojtra 870, ki nas obdaja, ima za sabo že precej kilometrov, natančneje 1056. Gre namreč za skupno razstavo treh umetnikov, Arpada Šalamona, Milana Lamovca-Lidija in Franja Funklja. Razstava je od 21. oktobra do 23. novembra 2016 gostovala v obratenem mestu Hranice na Češkem. Verjetno se že spomnite lanske razstave Hraniceana 2015, ko so ravno v tem prostoru razstavljali češki avtorji. No, letos pa so torej na Češkem dobila priložnost likovna dela iz konjiškega okolja. Pobudnik mednarodne umetniške izmenjave oziroma razstave je Radovan Langer. In če je on ata razstave, je mama razstave Tjaša Kangler iz Turistično-informacijskega centra Slovenske Konjice. Naj povem še to, da je Arpad Šalamon v znak prijateljstva in sodelovanja po razstavi na Češkem vsa svoja dela podaril mestu Hranice. No in čas je, da vas prepustim prvi glasbeni točki, za katero bo poskrbela učenka glasbene šole Slovenske Konjice Monika Klančnik. Njena mentorica je Andreja Kukovič-Ogrul, zapela pa nam bo pesem Havanera iz opere Carmen. Moniki Klančnik za čudovit glasbeni vložek. Nocoj odpiramo tudi razstavo Lojtra novoletna, ki je na ogled v Mali galeriji Doma kulture. Gre za že tradicionalno prednovoletno razstavo članov in članic Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Tokrat jih svoja dela razstavlja 23.
No in jaz mislim, da bom morala vsaj 3-krat odvihniti, da bom lahko naštela vse avtorje in avtorje. Pa da poskusimo. Milojka Brečko, Marjan Brezovšček, Marja Cuk, Eneja Golob, Anita Hribernik, Majda Jakopič, Helmut Jerak, Karolina Krajnc, Vojko Kumer, Milan Lamovec-Didi, Suzana Marod, Tatjana Milosavljevič, Olga Pšeničnik, Franc Ratej, Slavko Slapnik-Gadi, Aška Šalamon, Teda Vidmar Šalamon, Ilen Šenk, Silvija Škrgel, Alojz Tomše, Alen Tomše, Ana Tomova-Živčič in Zofija Voler. Vsa razstavljena dela so na voljo tudi za prodajo. Torej, če za svoje bližnje darove še izbirate, je avtorsko delo gotovo lahko lep dar. Lepo darilo in sicer glasbeno ima za nas pripravljeno tudi učenec glasbene šole Slovenske Konjice Klemen Benko. Njegova mentorica je Bojana Matavž, predstavil pa se nam bo skladbo Kalipso. Sedaj pa vabim predsednika Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice, Ilna Šenka, da spregovori nekaj zaključnih besed in uradno otvori obe razstavi. Hvala za besedo. Dober večer, v imenu likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Veseli smo, da lahko vsako leto predstavimo vam tradicionalno novoletno razstavo. Verjamem, da bomo tudi letos imeli marsikaj za videti, če se že sam tule v veliki avli vzreka okoli v tele gostujoči razstavi, ki je bila na Češkem, imate kaj videti. Mogoče ste se že nekateri sprehodili skozi razstavo, vas lepo vabim, da si jo ogledate. Venem se vam pa zahvaljujem za vaš obisk. Zahvalil bi se tudi postavljalcem razstave, Franciju Rateju, Milanu Lamovcu, Slavku Slapniku, Arpadu Šalamonu in Hedi Šalamon. Rad bi se zahvalil Splošni knjižnici
Slovenske Konjice, ki nam vedno da prostor na voljo, pa da lahko čez vso leto tudi malo avlo koristimo in vam pokažemo naša dela. Kulturnemu centru rad bi se pa zahvalil še našim glasbenikom, da so že prišli. V glavnem za lepo pestritev večera, lepo točko, pa na koncu bi se še rad zahvalil Karmen, ki nam vedno priskoči na pomoč, nam je že večkrat in verjamem, da še nam bo tudi večkrat otvorila naše razstave, pa bi jo prosil, če pride gor. Če pride sem? Ja, če pride gor.